se vidi. Ne se vidi, ampak v drugi logi. Tako je. To je tako.
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In z tvojim duhom. Spoštovani, v imenu duhovne oskrbe v Slovenski policiji in v imenu policijskega vikariata pri Slovenski škofovski konferenci vas lepo pozdravljam ob začetku svete maše, pri kateri bomo skupaj molili za policiste, policistke, ostale uslužbence in uslužbenke policije ter Ministrstva za notranje zadeve. Prosili bomo za njihovo uspešno delo in dobre odnose med sodelavci. Hkrati bomo molili tudi za vse pokojne iz policijskih vrst in z ministrstva. Spomin nanje je potreben, zgledi življenja pa so nam lahko v spodbudo. Naj bo dogodek doživet, odprtost vaših src iskrena, pozornost do vseh udeležencev, tudi po sveti maši pa opažena in občutena. Z veseljem in spoštovanjem pozdravljam vse predstavnike naše države, ki so se odzvali vabilu. Še posebej pozdravljam ministra za notranje zadeve, gospoda Boštjana Poklukarja in generalnega direktorja policije, gospoda Simona Veličkija. Vse ostale predstavnike policije in Ministrstva za notranje zadeve, predstavnike verskih skupnosti in svojce pokojnih, pozdravljam gospoda škofa Petra Štumfa, ki je z veseljem sprejel predsedovanje današnjemu bogoslužju. Pozdravljam vojaškega vikarja Mateja Jakopiča, domačega župnika Martina Goloba, ki z veseljem gosti današnji dogodek, ter policista Aleša Rozmana s sodelavci, ki so pripravili vse potrebno, da se bomo tukaj dobro počutili in kasneje spodaj ob domu starejših tudi okrepčali. Pozdrav tudi vsem ostalim udeležencem. Želim si, da bi bil dogodek res lep in prijetna priložnost za razmišljanje in druženje. Na klopeh ste prejeli knjižice z naslovom Čez leto dni. To knjižico je policijski vikariat pri Slovenski škofovski konferenci izdal v spomin na pokojnega prvega policijskega vikarja Janeza Novaka. Vzemite si po sveti maši te knjižice domov. Naj vas prebiranje Janezovih misli in pesmi njegove sestre Dragice usmeri k razmišljanju o poslanstvu človeka na tem svetu. Vse vas sedaj vabim, da se zamislimo nad seboj in nad našimi dejanji. Kot ljudje naj bi bili ponižni in hkrati hvaležni za vse, kar nam je bilo dano, oziroma smo si s svojimi sposobnostmi po Božji volji pridobili. Obžalujmo slabo, da bomo lahko pred Bogom in pred seboj v miru. Vsemogočnemu Bogu in brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vsakega in svetnike in tudi vas prosite zame, usmili se nas, samomočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. See
Всемогучний Бог, чудовитому додали служба ангелом и люди. Ангели пью небеси с веселем и с вестосудушью, най названуею на землі, по нашему Господу Иисусу Христусу, Твоем Сыну, и с Тобой в общество Святого Духа, живи им кралює векома. Prvo berilo. Bog nam daje svojega duha. Berilo iz 4. Mojzesove knjige. Tiste dni je Gospod stopil dol v oblaku in govoril z Mojzesom. Nato je vzel duha, ki je bil nad njim, in ga dal nad 70 starešin. Ko je duh obstal nad njimi, so začeli prerokovati. A pozneje tega niso več delali. Dva moža pa sta ostala v taboru. Enemu je bilo ime Elgad, drugemu pa Medad. Duh je prišel tudi na njo. Bila sta namreč med zapisanimi, a nista šla k šotoru in prerokovala sta v taboru. Neki mladenič je pritekel in Mojzesu naznanil, rekoč: Elgad in Medad prerokujeta v taboru.
Tedaj je spregovoril Nunov sin Jozue, ki je bil od mladih nog v službi pri Mojzesu in rekel: Moj gospod Mojzes, prepovej ima. Mojzes pa mu je rekel: Kaj se vnemaš zame? Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo spremenilo v preroke, da bi Gospod dal nadnje svojega duha. Božja beseda. Drugo berilo. Berilo iz pisma apostola Jakoba. Bogataši, razjokajte se in tarnajte zaradi nesreč, ki prihajajo nad vas. Vaše bogatstvo je preperelo in vaša oblačila so požrli molji. Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna trga bo pričela zoper vas, ter razjedla vaše meso, kakor ogenj. V zadnjih dneh ste kopičili zaklade. Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem, ki so poželi vaša polja, kriči. In klici žanjevcev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami. Razkošno ste živeli na svetu. Naslanjali ste se in zredili svoje srca za dan klanja. Pravičnega ste obsodili in ubili, ni se vam upiral. To je Božja beseda.
Tisti čas je Janez rekel Jezusu: Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal hude duhove in smo mu branili, ker ni hodil za nami. Jezus pa je rekel: Ne branite mu. Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas. Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi, resnično povem vam, zagotovo ne bo izgubil svojega plačila. Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. Če te tvoja roka pohujšujejo, odsekaj. Bolje je zate, da prideš pohabljeno življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino v neugasljivi ogenj. Če te tvoja noga pohujšujejo, odsekaj. Bolje je zate, da prideš hromo življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v peklensko dolino. Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni. Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v peklensko dolino, kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne. To je Kristusov evangelij. Spoštovani gospod minister Boštjan Poklukar, generalni direktor Simon Danički, nekdanji ministri in direktorji, policijski vikar Igor Jereb, vojaški vikar Matej Jakovič, domači župnik Martin Golob, narodni poslanci in državni svetniki, policistke in policisti, družbeno-politični in kulturni delavci, svojci dragih pokojnih, dragi bratje in sestre. Spoštljivo vas pozdravljam tudi v imenu celotne škofovske konference in v svojem imenu. Ejte, v tem lepem dnevu smo zbrani v tej cerkvi svetega Martina, kajti v veri spoznavamo Jezusovo obljubo nesmrtnosti, ki so jo v pokojni polnosti doživeli že v večnosti in ljubeči solidarnosti, se zato pri tej sveti maši spominjamo tudi nekdanjega policijskega vikarja Janeza Novaka ter ostalih policistk in policistov ter uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, sorodnikov in prijateljev, ki so že prestopili prag smrti, ter prosimo milostnega Boga, naj jim tudi zaradi njihovih dobrih del nakloni blaženo večnost pri sebi. Vejte, najbrž nihče ne more tako globoko doumeti in razumeti, kot prav policistke in policisti, kaj je to varnost in kaj je to nevarnost. Ljudje se čutimo varne, ko smo pomirjeni in mirni. Poraja pa se nam veliko vprašanje, kaj je tisto, kaj nas res pomirja in kaj nam omogoča mir. V slovenski policiji si močno prizadevate za napredek varnosti vseh družbenih, pa tudi osebnih okoljih življenja. Nenehno pa na nas preži veliko nevarnost, da se tisti, ki pa nočejo, da bi bil svet varen in miren, tudi prizadevajo prevzeti v svoje nasilne in krvave roke nove tehnološke dosežke, kar pomeni resno nevarnost za človeštvo. Dostikrat se tisto, kar bi naj služilo ljudem, sprevrže v njihovo grožnjo in celo uničevanje.
Tako je bilo s cepelinom, pa z jedrsko energijo, pozneje z letali, helikopterji, biokemičnimi sredstvi, droni in sedaj z umetno inteligenco, ki je vzrok za veliko rivalstvo med velesilami, kdo si bo s prevlado na tem področju prvi zagotovil oblast nad človeštvom. Novica o možnosti kloniranja ljudi ali pa ustvarjanja človeka androida je itak javna skrivnost, ki tu in tam predstavlja med nas kot prikrito sporočilo o spreminjanju človekove narave v neko protinaravo, za katero lahko slutimo, da bo zelo spremenila človeštvo, iz katerega bo človek narave izrinjen, če ne povsem uničen. Varovanje življenja daje smisel in pomen vsaki demokratični ureditvi. Če demokracija tega ne omogoča, potem je izgubila svoj smisel in pomen. Demokratičnost, ki ne varuje življenja, tako razpade na prafaktorje posameznih svoboščin, ki presegajo zgolj na napredek, ne pa na človeka. Ni več človek tistim, ki je gospodar napredka, temveč napredek grozi, da postane gospodar človeka. Družba z razčlovečeno demokracijo postaja avtokratska, saj je svojo demokratičnost prepustila diktaturi ekonomije in tehnokracije. Glejte, v razčlovečeni družbi je vedno hujša konkurenca, v kateri prevladujejo grobe diskvalifikacije in v njej ni mesta za neuspešne ali manj uspešne. Tako nastaja globoka družba, v kateri nihče ne ve, kdo je šef, kdo zapoveduje, kdo vodi in kdo odloča. Nihče ne ve, kdo vodi finance, kdo vodi okoljsko ali mirovno politiko. Niti ne vemo, kdo je pravzaprav šef Googla. V svojem pismu apostol Jakub zelo natančno opiše ljudi, ki delujejo iz globokega ozadja. To so bogataši z močjo, vendar je njihovo bogatstvo preperelo ter razjeda njihovo obleko in meso, ker so si ga priglobili na račun tistih, ki so jih izkoriščali. Nepravično plačilo bogatašev kriči po povračilu in klici ogoljufani so prišli do Boga. Tako apostol Jakub, glejte, goljufija je vedno prevara in pri tem največkrat vsi pomislimo na denar. Policija se veliko ukvarja s finančnim in gospodarskim kriminalom. Če so zakoni z tega področja pošteni in transparentni, je tudi policija lahko zelo uspešna. Nastajajo pa področja goljufije, na katera pa bo tudi policija zelo težko vstopila. Nekatere evropske države že zakoni ščitijo takšne socialne prisile, ki se sicer predstavljajo kot temeljne človeške svoboščine, niso pa v skladu z etiko, ki varuje življenje slehernega človeka. Pravico do odvzema življenja nerojenemu otroku, potem pravico do samomora ali do evtanazije, te države zagovarjajo kot temeljno človekovo pravico. Kaj lahko naredi policija, če se najstnik odloči za evtanazijo, ker se je preprosto naveličal življenja? Zakon mu to odločitev namreč omogoča v kakšni evropski državi. Starši pa temu močno nasprotujejo, ker imajo svojega otroka nadselati in ga nočejo izgubiti. Ali, govorim hipotetično, generalnemu tajniku Slovenske škofovske konference Pavtu dr. Tadeju Strelcu grozi 2 leti zapora, ker se je javno izrekel proti splavu. Recimo, kaj bi lahko naredila policistka,
ki je v prvih mesecih nosečnosti in bi ga službeno zaradi obsodbe morala spremljati v zapor. Ona z velikim veseljem pričakuje otroka, zapor pa bi spremljala duhovnika, ki se javno izrekel za pravico do življenja vseh nerojenih, tudi njenega. V takšnih in podobnih primerih lahko policistke in policisti zapadete v hudo stisko vesti, ki trpi zaradi dolžnosti do protinaravnih zakonov. Ampak smrt ne more postati pravica. Smrt ni napredek družbe, ampak je njeno nazadovanje. Za smrt se odločajo tisti, ki so utrujeni od življenja. Družba, ki z zakoni omogoča odločanje za smrt, izvaja nad ljudmi socialno prisilo. In evangelij končno nam razkrije vzrok za razčlovečenost. Ta vzrok je zelo vsakdanji. Vejte, celo apostol Janez se kar naenkrat postal ljubosumen. Neki človek, ki ni pripadal apostolskemu zboru, je v Jezusovem imenu izganjal hude duhove. Torej prišlo je do konkurence. In apostol Janez je Jezusa pozval, naj tega človeka ustavi. Jezus je Janezu opomnil, da je preveč ljubosumen na svoje apostolstvo, ki mu ni bilo podarjeno zato, da bi z njim služil sebi, temveč drugim. Do roznanja ali ozdravlja v Jezusovem imenu tega preprosto ne zmore brez Jezusa. Ta evangeljska pripoved svojem sporočilu sicer ni edina. O poslušanju branja iz 4. Mojzesove knjige smo lahko ugotovili, da je celo Jozue, ki je pozneje postal Mojzesov naslednik, iz ljubosumja Mojzesov opozoril, naj prepreči, da bi Eldad in Medad prerokovala, ker nista bila skupaj z ostalimi možmi, ko so prijeli duha, ko so prerokovali izraelskem taboru. Da Mojzes 2000 let pred Jezusom je bil podobno kot Jezus zelo širokosrčen. Želel se je, da bi vsi ljudje prerokovali in ne zgolj izbrani možje. Ljubosumje je deficit ljubezni. Ljubosumje ni gorečnost, temveč je mračnost. In ljubosumje je povsod preveč. Tudi po policijskih postajah je lahko disciplina dovršena, oprema izvrstna, osebje vrhunsko usposobljeno. Če pa se v kolektivu pojavi ljubosumje, se razmere lahko hitro spremenijo v pravo peklensko moro. Ljubosumnež prenaša svoje težavnosti tudi na druge in v kolektivu se tako pojavita nezaupanje in sumničenje. Uspehi drugih v ljubosumnežu prebujajo zavist in nevoščljivost. In tako trpijo odnosi in učinkovitost dela je vse manjša. Najprej smo drug drugemu neprijazni, razmere lahko postanejo nevzdržne. Ljubosumje lahko privede celo tako daleč, da se ne veselim, da drugi živi, ker me to moti in uvira. In takrat nastopijo takšne misli in reakcije, ki že imajo zadah smrti. Ljubosumnež druge vsemu sovraži in premišljuje, kako bi se jih znebil. Dela samo še v svojo korist, se nikaj ne zaveda, da uničuje sebe in kolektiv. Jezus je apostol Janeza opomnil, da naj ne bo ljubosumen, temveč naj se veseli, da je apostol, saj bo prejel plačilo apostola. Skrb za večno življenje je Jezus postavil nad apostolstvo, ali danes bi temu rekli nad škofovstvo. Tja je treba priti, torej večno življenje za vsako ceno, pa čeprav pohabljen zaradi boja v sebi proti ljubosumju. In Jezus nas poziva k budnosti. Mi sami smo odgovorni, kaj se dogaja v nas in okoli nas.
Kajti v sebi imamo tudi duhovne receptorje, ki nas opozarjajo, da je nekaj prav in da je nekaj ni prav. In glejte, mir na policijski postaji je tudi eden od pogojev za mir na vasi, v mestu in celo v državi. Jezus izreka zelo ostre besede tistim, ki poglušujejo male. Pri tem ne misli samo na otroke, ampak na vse, ki so brez pravice, vendar pa jih bremenijo dolžnosti. Kdor je brez pravic, pa mora izpolnjevati dolžnosti, je hudo zlorabno. In policisti ste prvi vrsti čuvarji ljudi, ki so jim kratene osnovne človekove pravice. In tudi vera je pri tem kompas, ki prav v Svetem Duhu daje spoznanje, kdaj in kako je lahko sposoben in odgovoren, da ravna po dolžnosti, kdaj tega ni sposoben. Glede, v pravicah smo vsi enaki, nismo pa vsi isti po dolžnosti. In glede tega je treba biti še posebej pozoren na otroke in tiste, ki so na okrogih družbe. Nekoč je sveti papež Janez 23. dejal zapornikom, da so oni sami odgovorni za to, da so v zaporu. In neki zapornik mu je dejal: Sveti oče, hvala. Prvič v življenju slišim, da mi je nekdo dejal, da imam tudi jaz dolžnosti in sem za svoje dejanje odgovoren. Do sedaj so mi samo govorili, da sem splet okoliščin in zato sem v zaporu. Končno se počutim kot človek. Če ustaviš voznika na cesti, ker je prekršil prometni predpis, v njem ne moreš videti samo nekoga s pravicami, ampak v njem si dolžan videti človeka, ki ima tudi dolžnosti. Kdor se ne zaveda svojih dolžnosti za volanom, z avtom ne sme na cesto, čeprav je to predsednik ali škof ali pa preprost delavec. Pravice brez dolžnosti so največja nevarnost na cesti in so tudi velika grožnja v vsaki družbi. Spoštovane policistke in policisti, v imenu Cerkve na Slovenskem se vam zahvaljujem, da v svoji službi ljudem mnogokrat razumevate učlovečeno karitativnost. Kjerkoli se v uniformah postavite pred nas, se takoj spomnimo, kako smo dolžni ravnati. Od varuhi reda nam sprašujete vesti, ki so v pogledu na vas takoj spomni, kakšne dolžnosti imamo. Bolj je vest prebujena, bolj je odgovorna. In vest ima pravice šele takrat, ko se je sposobna odzivati na dolžnosti. To pa pomeni izgubljati tisto življenje, ki išče zgolj varnost pri sebi in končno najti življenje, ki se svobodno in velikodušno deluje tudi za druge. Naj dobri Bog blagoslavlja in varuje naše poti do vseh ljudi, vedno ter povsod, naj nas varuje naša nebeška Mati Marija. Amen. Vero, vjerujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stalnega nebesne zemlje, vseh virov in nebistva, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorodnega Sina Božjega, ki je začeta rojen v vseh veki, in je Bog od Boga, duš od duši, pravi Bog od pravega Boga, rojen v stvari, enega Kristo z očetom, in je
temeljni kreposti tako zelo potrebujemo v našem življenju. Zato je prav, da se vedno znova obračamo k nebeškemu Očetu in ga prosimo. Nebeški Oče, odpri nam oči, da bomo vsako dobro pobudo in vsako dobro delo pozorno sprejeli in spoštovali, saj vsa dobra dela končno vodijo k Tebi. Naklanjaj nam potrebnih milosti, da bomo dovolj pripravljeni prejemali sakramente, ki nas povezujejo s Kristusom. Odpiraj služabnike cerkve, da bodo sprejemali znamenja časa in prepričljivo oznanjali Božje kraljestvo. Blagoslavljajo vse, ki v našem poklicu upravljajo razne cerkvene službe, da bodo dobri Kristusovi sodelavci. Spodbujaj očete in matere in jim daj poguma, da bodo svoje otroke redno pošiljali k veruku in tudi sami radi hodili k maši in k obhajanju. Dobri Oče, zdaj smo zbrani pri nedeljski Božji službi. Usliši naše prošnje, da se bomo po zemeljskem potovanju nekoč zbrali pri Tebi, o Kristusu našemu Gospodu. Vidite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.
Usmiljeni Bog, sprejmi to našo daritev, naj nam postane vir Tvojega obilnega blagoslova, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobin je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe vsemogočni večni Bog vedno slavimo in hvalimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svojim rojstvom je prenovil človeštvo, svojim trpljenjem uničil naše grehe, svojim stajenjem nam dal pravico do večnega življenja in svojim nebohodom odprl nebeška vrata. Zato ti so množica angelov in svetnikov pojmo hvalnico in nenehno kličemo. Prav tako je po večerji v Sevkenih se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost mira. Amen.
življenje. Darujemo ti kruh življenja in tega zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh o prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom, tu navzočim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi samomočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Letos je pri nas v Bohinju vse v znamenju številke 240. 240 let, ko so srčni možje prvič prišli na Triglav. In hoditi na goro, hoditi na Triglav je zmeri fajn, dobro. Pa ve se zakaj? Da lahko dol pogledaš. In ko dol pogledaš, ne vidiš meja. Vidiš samo čudovito pokrajino, obzorje brez meja. In molitev je enako dviganje k Bogu in ti pomaga, da ne vidiš meja. Ne vidiš meja med človekom. Pomaga ti, da ne vidiš sovraštva. Pomaga ti, da lažje odpuščaš. Dviga te k Bogu, da lahko drug drugemu rečeš brat in sestra. In zato nas Jezus uči moliti, da bi se dvigali k Bogu in vsakemu prepoznali brata in sestra. Zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolžine, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vprej nas v skušnjavo, temveč reši nas od zlega. Reši nas vsega hudega, vsemogočnega, Oče, podaj v miru naših dni. V smiru pomagaj, da se bomo varovali grehe, bomo varni pred samim nemirom, popolni blaženega upanja, pričakujemo priho našega rešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom se rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne gleda naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinnosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Spoštovani, pred 18 leti je bilo sveto leto 2000 in okoli 80 000 policistov in vojakov je poromalo v Rim, kjer je takrat papeževal danes že sveti Janez Pavel II. Policistom in vojakom je dejal takole: Vi, dragi policisti in vojaki,
Ste prvi, ki v svetu čutite razkrojevalne sile zla. Vaša vloga je podobna vlogi nočnega čuvaja, ki zre v daljavo, da bi preprečil nevarnost in obvaroval svoje drage. Kaj je to druga, kakor delo za mir? V tem duhu si podajmo roke.
Molimo. Dobri Oče, po smirnosti svojega Sina nam prenovi dušo in telo, oznanjamo njegovo smrt in z njim trpimo, naj postanemo deležni tudi slave Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekoma. V imenu župnije Srednje Vasi Bohinju povem, da smo zelo počaščeni in veseli, da se že 14. zapored obhaja policijska sveta maša in smo veseli tudi vas, dragi policisti, da pridete in nam naredite dan lep. Nam je v ponos in v čast in lepo je vas videti. Tako da tudi za drugo leto mirno lahko računate, vas bomo sprejeli z zaprtimi rokami. Velika hvaležnost je potem tukaj tudi gospodu Alešu Rozmanu, ki je motor tega dogodka, ki pač že celo leto se pripravlja in trudi, da rade tako lepo. Vesel sem obiska gospoda škofa, Petra Štumfa, ki je prvič v Bohinju, lanskrat je bil sicer na dopustu, ampak se je bolj skrival, danes je med nami takole, ter se pravi gospoda vikarja in vojaškega vikarja. Vse lepo, sem vesel, da smo danes lepo skupaj tukaj. Gospoda škofa prosim za Božji blagoslov. Pred 3 leti sem imel birmo v Dolencih na Goričkem, pa se včasih človek predseni glede časa, ker je Prekmurje bolj majhno in misliš, da še imaš čas. Nekoliko pozneje sem šel doma, prehitro vozil in so me ustavili policisti. Ja, gospod škof, kako pa tako hitro? Joj, birmo imam. Nekoliko prehitro ste vozili, povem. Se jo kar napište kazen. A je rekel policist, naj bo to za vas birmanski dar, da zdaj kazen ne bo. Vendar pamete naprej. Pa pozdravite birmance in botre in starše. No in pridem jaz k oltarju in začnem mašo, pa rečem, dragi birmanci, birmanke, starši in botri, dragi farani, pozdravljajo vas policisti. Gledajo, pa še enkrat rečem, se rekel, veste, rešili ste me, drugače bi jaz danes kazen plačal, ampak na vaš račun nisem. In bom zdaj na začetku maše zmolili kesanje za grehe, ki ste jih počeli v šoli, pa doma, pa druge neumnosti na igrišču, jaz bom pa zmolil kesanje, ker sem prehitro vozil. No in tako smo v tem nadaljevali birmo. Vete, za srečno vožnjo, pa seveda predvsem za srečno in mirno delo vseh policistk in policistov, naj nas tudi spremlja Božji blagoslov, ki naj nas varuje in tako hkrati tudi opominja k zdravi modrosti in pravemu ravnanju. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Vsemogočni Bog naj vas svoji dobroti blagoslovi in vam da zveličavne modrosti. Vedno naj vas hrani z nauki vere in pomaga, da boste vztrajno delali dobro. Vaše življenje naj usmeri k sebi in vam pokaže pot miru in ljubezni. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Yeah.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je pridobil večno življenje, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Spoštovani, ob križu na pokopališču se spomnimo vseh pokojnih policistk in policistov, uslužbencev policije in Ministrstva za notranje zadeve, ki so že odšli od nas. Verujemo, da se s smrtjo njihovo življenje ni končalo, ampak spremenilo. Zato jim namenimo naše molitve, ter zanje Boga prosimo usmiljenja in pomoči. Molimo. Tvoj ljubljeni sin in naš Gospod Jezus Kristus je premagal smrt in prešel večno življenje. Naj se pokojne policistke in policisti ter uslužbenci policije in Ministrstva za notranje zadeve udeležijo njegove zmage nad smrtjo in uživajo večno srečo v gledanju tebe, ki si nas stvarnik in odrešenik, o našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Gospod daj jim večni pokoj, naj počivajo v miru. Bratje in sestre, prosimo sedaj Gospoda za blagoslov za vse tukaj prisotne. Gospod z vami. Blagoslodi naj vas Bog svetolažbe, ki je človeka na nedomljivi dobroti ustvaril in po stojenju svojega edinorejenega sina dal vsem vernim upanje, da bodo vstali k novemu življenju. Naj živim odpusti grehe, vsem rajnim pa da delež večne luči in večni pokoj. Verujemo, da je Kristus res stal od mrtvih, naj z njim tudi mi živimo v večni sreči. To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Hvala.
delati. Zdaj bomo zmolili Oče naš, zdaj bomo pa še blagoslovili Blagoslovnega Duha. Očeta in Sina in Svetega. Za Božjim blagoslov nad tem kruhom, pa seveda vsemi temi dobrinami tega kraja, ki jih ljudje spletno drog, daj vsem nam, Oče naš, ki si na nebesih, posvečano vodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor na nebesih, tako na zemlji. Blagoslovi Gospod ta kruh, ki si ga bomo razrezali v prijateljstvu, ukrepi nas v naši medsebojni edinosti in prizadevanju dobro v Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod minister, prosim. Če bi ne, to boš malo po koncu zidati.